Dobrodošli nazaj v ASEF podcast. Moje ime je Gal Gantar, sem ASEF štipendist generacije 2025 in danes v ASEF podcastu gostim ASEF štipendista Valterja Hudovernika in Marka Žnidarja, ki sta lansko poletje opravila raziskovalni obisk pri profesor dr. Juretu Leskovcu na Univerzi v Stanfordu. Valter Hudovernik je magister podatkovnih ved na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in inženir strojnega učenja na Kumu AI. Ukvarja se s področjem relacijskega strojnega učenja in kontekstnega učenja. Mark Žnidar je diplomant računalništva in matematike na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in magistrski študent računalništva na Univerzi v Oxfordu. Zanima ga relacijsko strojno učenje in priporočilni sistemi. V današnji epizodi bomo govorili o Markovi in Valterjevi karierni poti, raziskovalnem in profesionalnem delu, strojnem učenju in raziskovalnem obisku v okviru programa ASEF. Mark, Valter, lepo pozdravljena. Ja, živo. Živo, Gal. Lepo pozdravljam tudi ti. V redu, pa bi začel mogoče z izobraževalno potjo. Valter, bomo začeli s tabo. Bi mi lahko prosim povedal mečkam več o tem, kdaj si začel zanimati za znanost, kako si se odločil za študij računalništva in pa tudi kasneje, kako si se odločil za magistrski študij podatkovnih ved. Okay. Ja, za znanost, mogoče za res šele na magisteriju, da sem malo bolj vedel, zakaj se gre. Zdaj, recimo znanstvena fantastika, to me zanima že v osnovni šoli, ampak... Star Wars si gledal, mlajši kot na magisteriju. Ja. Ampak potem, ko sem se za računalništvo odločil, v bistvu, lahko bi rekel, da je cela ta zgodba neka serija srečnih dogodkov. Jaz nekako nisem vedel, kaj bi šel študirati. In potem nam je zadnji dan, preden smo oddajali te prijave na fakse, brat od mojega najboljšega prijatelja svetoval, da računalništvo tam je pa zdaj prihodnost. To je pa zdaj tam, kar se bo dogajalo v naslednjih parih letih. In sem pa jaz rekel, ok, tako sej me da zanima računalniški. In sem pa to opisal. Kolega si žal pa ni bil sprejet. Tako da sem sam prišel na faks. Pol pa ja, pol me je že kar malo začel zanimati AI, tako kot sem rekel, znanstvena fantastika, pa to oziroma danes je to že čist realnost. In zdaj se mi je pa tako, da se učimo vse drugo, kakor to, kar pač zdaj vem, da je bilo zmota na moji strani, ne na strani profesorjev. Tako da pa sem malo pauziral vmes. Pa sem pa tako padel v eno zelo dobro skupino šolcev, ki so bili ful pridni. In tekom tega nazaj se fajn poglobil, tako noter padel v študiju. Pa sem pa tudi imel še eno srečo, da sem pa dobrega mentorja dobil za diplomsko nalogo. In tam sem pa tudi pokombiniral potem z enim mojim hobijem, kaj je brazilski jiu-jitsu, pa sem videl, da bomo tudi o tem še kaj rekli, kaj tebi tudi tako zanima. V redu, ampak torej, če prav razumem, vzel si pauzo že med dodiplomskim ali potem šele med dodiplomskim? Med dodiplomskim, ja. Potem pa pač tekom te diplomske naloge me je pa to res ful noter potegnilo, tam sem delal pa z računalniškim vidom, oziroma kako prepoznavati pozicije v brazilskem jiu-jitsu z strojnim učenjem. In pol me je pa tudi on priporočil, da ne grem na ta program podatkovnih ved za magisterij. Slišal sem tudi tako, da je to zelo težek program in sem tako, pač to se že nekaj naučiš. In pol sem se za to odločil in zdajle, ko smo prejšnji teden dobili magisterske, lahko rečem, da je zelo dobra odločitev. No, me veseli. Pol pa Mark, kar isto vprašanje, kdaj je tebe začela zanimati znanost? Si že od začetka vedel, da se boš ukvarjal z računalništvom, matematiko in kako je potekala tvoja izobraževalna pot? Ja, v bistvu jaz sem pa zdaj šele povezal stvari, kaj je v bistvu bil razlog, zakaj sem jaz mogoče šel v to smer. Tako, jaz sem mečken, ne bom rekel len, ampak... Tekom Valterjevega odgovora. Zdajle, ja. Zdajle, takrat, ko je Valter začel z Star Trekom. Odlično, se je odprl. Ne, v bistvu, jaz sem bil tako, a pa še zdaj, vedno rad ful avtomatiziran stvari, kakor da bi jaz nek task naredil sam end-to-end.
ne vem, recimo v osnovni šoli je bila prva stvar, ki me je zelo zanimala robotika. To je v bistvu, ja, mogoče prvi ne znanstveni, ampak tak naravosloven korak, ki sem se ga lotil. In sta za kolegom bila tudi državna prvaka. Tako da tisto je bilo kar zanimivo. Potem, podobno kot Walter, tudi sam nisem bil ziher, ali je računalništvo oziroma računalništvo matematika ta prava stvar, ki jo moram študirati. V bistvu sem imel v glavi skozi ekonomijo bolj. Okay. Ampak na koncu sem bil mnenja, da ja, mogoče je to res prihodnost, pa da se lahko ekonomije tako malo zraven naučim, če potreba kdaj. No, in to nas je pa pripeljalo na študij računalništva in matematike, ki ga jaz vedno rad omenjam in ga res to rad priporočam vsem študentom, ki se vpisujejo, ker se mi zdi, da se res veliko lahko naučiš. Tako da to, kar zdaj rečem, ne bom pozabil pa. In ja. Ja, tako jaz tudi v bistvu imam tako izkušnjo, da se mi zdi, da ko se vpisuješ na študij, pa še posebej te študiji, ki vključujejo neko matematiko, ki so mečkom bolj teoretični, imaš v glavi, da potem človek z ozadjem, ko konča ta študij, vse, kar lahko počne, je rešuje neke teoretične probleme, ampak v bistvu pol se mi zdi, mogoče tako, kar je Walter omenil, šele na magisteriju, pol ugotoviš, koliko v bistvu ta teorija predstavlja temelje vseh ostalih, tudi bolj aplikativnih področji, in da je mogoče tudi tisti predmeti, ki jih v prvem letniku si se s težavo učil, nekje potem ti še kaj prav pridejo. V redu, pa bi... Ja, oprosti, kako je? Zdaj se spomnil, Mark, ti imaš tak just-in-time compilation. Ja, to mogoče za tisti, ki me ne poznajo tako dobro. Ja. So bili na Stanfordu, sej bomo pol o tem govorili, ampak sem se spomnil, on je tudi magistersko nalogo zagovarjal med tem, ko smo mi dva se za hackathon pripravljala. No. Ja, jaz sem kar zadnjo minuto vse. Ampak to je dobra pa slaba lastnost. Ja. V redu, pa me zanima še, Mark, se pravi, delaš magisterij na Oxfordu. Zakaj se odločil za študij v tujini? V bistvu vedno bilo tako mečkanje želja, mogoče pogledati malo v tujino, kako se stvari tam odvijajo. Če je res boljše kot pri nas. In tako mogoče high level, bi samo to rekel, da je znanje, ki sem ga dobil na študiju tukaj na računalništvu matematika v Ljubljani, je zelo primerljivo stilu učenja oziroma nivoju zahtevnosti na Oxfordu. Tako da je mogoče to taka pomembna primerjava, ki lahko tudi mogoče kakšnega drugega spodbudi, da ni iti v tujino na neko tako dobro univerzo, recimo nek tak bav, ampak da je to v bistvu nekaj zelo podobnega. Ja. Jaz imam podobne izkušnje. Jaz tudi na EPFL, na Tehničnem inštitutu v Lozani, bi rekel, da je interdisciplinarni študij računalništva in matematika zelo dobra podlaga in iz teoretičnega in iz praktičnega vidika. Zdi se, da je zelo dobra kombinacija in da v bistvu s tem študijem pridobiš zelo dobro odskočno desko tudi za študij v tujini. Pol pa nadaljujemo z športom. Oba se rada ukvarjata s športom. Mark, ti si košarkaš, Walter, ti pa treniraš, imaš črni pas v brazilskem jiu-jitsuju. Zanima me, mogoče kar vprašanje za oba. A potegnete kakšne paralele med športom in delom in študijem in raziskovanjem? A so neke veščine, mogoče neke lastnosti, ki jih lahko iz športa preneseš v delo? Mark, jaz bi kar... Ja, bom začel, ni problema. Ja, jaz mislim, da je tako ustrajnost, recimo, to je po moje ta prva lastnost. In mogoče ena taka informacija, se mi zdi, da v tujini te najboljše faksi na svetu, ko se vpisujejo ljudi na dodiplomske študije, zelo preferirajo ljudi, ki imajo nek tak športen background, ki so pokazali, da so pripravljeni vsak dan se pojaviti, odtrenirati težke treninge, recimo, in to se ponavadi dobro preslika potem tudi recimo v uspeh, tako recimo na faksu kot študij, kot tudi potem pol kasneje recimo v življenju po akademskem okolju, recimo.
Bi že nekaj dodal, Walter? Ja, ne vem, če imam kaj doza dodati. Ja, pač tako. Se sliši kot klišej, ampak pač ja, vztrajnost, pa premagovanje samega sebe. Ja, ne. To ti kot nek tekmovalec, vsaj v športu, pač temu se ne moreš izogniti in to je pa poj zelo prav pride, kaj treba stisniti, ne vem, zadnji teden izpitov ali pa zadnji dan članka, kaj treba po noči stati buden, pisati paragrafe, popravljati. Tako je, to res prav pride. No. Zdaj spet, to se sliši čisto klišejsko, ampak v jiu-jitsu je en rek, da črn pas je v bistvu samo bel pas, ki nikoli ni njihov. In to v bistvu točno to pove. Da tudi doktor znanosti je sam gimnazijski maturant, ki ni obupal. V bistvu ne. Ja. Mislim, Tako bom rekel, ne bom komentiral, ker noben od nas nima doktorata. No. Tako se prevede. Ja. Se prevede, tako. Ok, potem bi pa majčkan zavil še v strojno učenje, torej v bistvu vsi mi trije se ukvarjamo s tem področjem in bi mogoče majčkan nasplošno poskusil pisati glavne probleme, s katerimi se to področje ukvarja. Pa mogoče, Walter, daj nasplošno povej, prosim, kaj je strojno učenje in pač kako v bistvu, predvsem me zanima globoko učenje, to je podveja strojnega učenja, s katerim se ukvarjamo vsi trije, in kako je globoko strojno učenje, kako se razlikuje od statistične analize podatkov? Ok. V bistvu mogoče bi bolj lahko pogledali, kako je podoben, ker v zelo veliki meri, pa vidiš, da gre za statistiko v zadej. Ampak, čist nasplošno, če rečemo, kaj je strojno učenje, ja, pač to je neko področje znotraj računalništva, pa matematike, verjetno. Ukvarja se pa s tem, kako mi lahko naučimo nek model, da bo na podlagi podatkov, torej nekih prej videnih podatkov o procesu, ki te podatke generira, se naučil lastnosti tega procesa in na podlagi tega bo potem lahko napovedoval za neke nevidene dogodke oziroma posplošil to znanje in ga lahko prenesel na nove probleme oziroma specifično v tem primeru na neke nove pojave. Zdaj, glaven namen tega je, vsaj v veliki meri se to uporablja za razvoj nekih napovednih modelov, tako kot sem že sama definicija se zelo dobro pač prenese v nek problem napovedovanja. Torej, mi imamo nek proces, naučimo model, ki ga zna modelirati in potem lahko napovedujemo za nove vrednosti, delamo napovedi za nove vrednosti. Kaj pa globoko učenje? Torej, globoko učenje je pa nek podpodročje tega področja, ki pa temelji na globokih nevronskih mrežah. Zdaj, v bistvu, lahko bi rekel, da večino tega, čemer danes rečemo umetna inteligenca, v narekovajih, je v bistvu temelji na globokih nevronskih mrežah. Kaj so globoke nevronske mreže? Ja, neka, ne vem, matematična abstrakcija. Ampak, tako, ja, pač neka matematična struktura, ki jo znamo dobro. Tako, ampak če pogledamo tako čisto praktično, že ime namiguje na možgane, navdihnjene so po človeških nevronskih mrežah, ampak v bistvu gre za precej bolj enostavno zadevo. To je pač tako smo rekli, nek matematični model, ki pa je iz vidika vsaj implementacije in učenja pa dokaj enostaven. Torej, gre za nek matematični model, ki ga zelo enostavno sprogramiramo z modernimi programskimi jeziki in pa potem tudi učimo, kar je pa tako vsaj nam računalničarjem zelo všeč. Samo sprogramiraš stvar, pa namečeš noter podatke in se stvar nauči, če malo poenostavimo hitro. Tako. In izkaže se, da s
stvar, ker dobro generalizira na različne probleme in da tudi v praksi zelo dobro. Tako, in to je pa glavna lastnost, ki jo iščemo pri strojnem učenju. Ok, potem pa Marko, vprašanje za tebe. Ko učimo te modele, rabimo velike količine podatkov, oziroma odvisno od modela, ampak še posebej moderni modeli z velikimi parametri uporabljajo ogromne količine podatkov. Zanima me, kako je kvaliteta modela odvisna od količine podatkov in kakšna je vloga podatkov v strojnem učenju. Torej, zanima me, če si podjetje ali pa institucija ali pa nek raziskovalni zavod, koliko pomembno je, da imaš dober model in koliko pomembno je, da imaš dobre podatke? Ja, mislim, kom rekel, ena stvar, ki je zelo taka popularna v zadnjih časih, so biti scaling lossi, kar v bistvu pomeni to, da smo pokazali, oziroma kot človeštvo, oziroma znanstveniki so pokazali, da z večjo količino podatkov, z večjimi modeli in z večjo količino recimo računalnikov so rezultati veliko boljši, se pravi, performance modelov je veliko boljši. In če me vprašaš, to je v bistvu glavni razlog, zakaj smo prišli do te stopnje umetne inteligence, ker ko je bilo to vzpostavljeno, te zakoni, potem je prišla velika investicija kapitala iz vseh koncev, ker je povzročal še hitrejši razvoj v smislu več inženirjev in raziskovalcev je delovalo na teh problemih. In nas pač privedlo do te točke, kjer smo danes. Ker se pa tiče kvalitete podatkov, je pa to zelo pomembna stvar. Recimo te naši splošni veliki jezikovni modeli, ki jih vsi poznamo, so najprej natrenirani v bistvu na skoraj vseh podatkih na internetu. V bistvu se veliko govori o tem, da nam bo zmanjkalo podatkov, na katerih še niso bili natrenirani ti modeli v tej začetni fazi. Ampak potem za recimo nadaljno dotreniranje, ko se recimo modeli, ko želimo, da se modeli prilagodijo mečkam bolj na nek specifičen problem, ne samo da razumijo, kako naš jezik funkcionira na nekem takem visokem pogledu, recimo neke više točke, tam pa v bistvu kvaliteta tvojih podatkov naredi res veliko razliko. Zato se tudi recimo veliko pač investira v to, da se dobiva kakšne eksperte v nekih področjih, da res pripravijo podatke, ki so res visoke kvalitete in potem dobiš modele, ki performajo veliko boljše, kot recimo, če bi imel samo neke podatke iz celotnega interneta, recimo. Tako, data is the new oil, ne, pravijo. Podatki so nova nafta. Ja, samo ne napast naših podatkovnih centrov. Tako, ja. V redu. Še mogoče, ja, pa. Zakaj je prišlo do teh investicij, ker so ugotovili, da se predvsej dobro da napovedati to, kako bo stvar delovala, če uporabljamo še več in še več. Tako, in pa so v bistvu te firme na svojih pitch deckih naredile napovedi, ok, če pa mi investiramo še 50 milijard v infrastrukturo, bo pa še 30% boljši model. Tako. Ni bilo problem politi denarca, pa ven vršt velike vsote. Tako, za zelo specifične določene institucije, ki si to lahko privoščijo. V redu, potem pa mogoče še nekaj o temeljnih modelih, Walter. Zanima me, torej, temeljni modeli so v strojnem učenju trenutno ena najbolj popularnih in najhitreje rastočih področji. Zanima me, kako se temeljni model zelo preprosto, zelo na visokem nivoju razlikuje od navadnega modela, recimo namenjenega prepoznavanju psov in mačk iz slik. Ja, temeljni model je v bistvu nek model, ki ne rešuje specifično samo enega problema. Tukaj gre še zmeraj za danes, predvsem za neke velike, globoke nevronske mreže, v veliki meri tudi temeljijo na arhitekturi transformerja, ki je samo neka nadgradnja nevronske mreže, da lahko deluje na sekvencah podatkov, ne na posameznih
podatkovnih točkah. Enotah podatkov. Ja, vektorjih. No. Zdaj, zakaj? Torej, sta pa dva glavna cilja, ki jih hočejo doseči. Torej, en je, da bomo lahko iz njih naučili neke specifične, klasične modele, ampak jih bomo bolj učinkovito lahko naučili, ker so že pridobili neko bolj splošno znanje, tako kot je rekel prej Mark, dobijo nek tako razumevanje domene, na kateri so bili naučeni na nekem visokem nivoju, oziroma neko znanje pridobijo s tem, lahko rečemo. Druga stvar je pa, da kaj pa pač tako nekako v zadnjih letih, mislim, da 2020 se je uveljavil ta izraz, je pa, da se lahko učijo iz konteksta. Torej, mi tega modela ne rabimo naučiti vnaprej, problema, ki ga hočemo rešiti. Mi modelu podamo opis našega problema in nekaj primerov, in potem lahko že iz tega našega opisa model ekstrapolira in pač reši točno ta problem, ki smo ga mi hoteli, oziroma neke nove modele, ki jih pa še ni videl med učenjem. Razumem. In potem pa mogoče še vprašanje za Marka, kaj pa infrastruktura? Torej, da treniranje velikih modelov zahteva veliko količino računske moči in vemo, da ta računska moč je neenakomerno porazdeljena, skoncentrirana v nekaj 10 podjetjih. Kaj pa ostala podjetja, ki tega nimajo? A sploh lahko tekmujejo v dirki razvoja čim boljših modelov? Ja, mislim, to je bil po mojem glavni razlog, zakaj se je močen del skupnosti usmeril v odprtokodne modele, kot je recimo na primer Llama od Mete. Samo podjetje, neko manjše, ki nima kapitala za razvoj nekih teh fundamentalnih, temeljnih modelov, je to skoraj nemogoče, bi jaz rekel. Ampak ker imamo te neke odprtokodne modele z odprtimi javnimi utežmi, potem pa lahko v bistvu vzameš ta model in ga dogradiš oziroma dotreniraš za nek tvoj specifičen problem. Tako da v bistvu to je meni zelo tako pri srcu, oziroma je zelo pomembna odločitev bila, da se začel ta razvoj v odprtokodno smer, da ni šlo vse samo v zapiranje in ja. Tako glik zaradi tega, ker odprtokoden model, podjetje, ki bo razvilo model in ga javno objavilo, načeloma poslovni model je bistveno bolj zakompliciran, ker kar naenkrat vsi ljudje imajo že tvoj model in moraš potem ti naknadno nekako preverjati, kateri od teh podjetij uporabljajo tvoj model in katera se ti potem tudi pripravljena plačati ali za svetovanje, ali za neko integracijo, ali za nadgradnje. Ampak v bistvu se je izkazalo, da so ti odprtokodni modeli zelo, zelo pomembni. Zdaj tukaj danes imamo že na desetine podjetij, ki delajo odprtokodne modele, ki so na marsikaterih metrikah zelo primerljivi z modeli, ki niso odprtokodni. In ja, tako kot si rekel, pač to omogoči tudi manjšim igralcem, da igrajo igro. Ja. Ampak tukaj si rekel, da v bistvu je vsa komputacijska moč koncentrira v nekih koncih, recimo. Kar bo bolj pomembno, pa mogoče ni še čisto splošno opazno, je v bistvu energija. To je v bistvu glaven faktor, ki bo prišel v igro. In tudi se dogajajo neke ideje, recimo SpaceX ima zdaj, oziroma Musk ima idejo, da bi postavil centre v vesolju, ki pa spet v bistvu odpre mogoče nek drugačen pogled, kako ne bi izgledali ti čipi, ker mogoče so lahko bolj, ko bi temu rekel, ni nujno, da optimizirajo iste metrike. Recimo Nvidia mora zelo optimizirati recimo porabo energije in tako naprej, ker smo na Zemlji recimo constrained z energijo, ki proizvajamo, medtem ko mogoče recimo, če si v vesolju in imaš nek satelit z sončnimi celicami, mogoče ta potreba po energiji ni več glaven omejevalni faktor in v bistvu odpre neko drugačen razvoj teh čipov. Hlajenje. Tako zanimivo vprašanje. No. Tudi hlajenje ni več hlajenje, ja. v vesolju.
Ja, to si v bistvu zelo zanimivo vprašanje odprl. Ne? Da v bistvu tekma, ki je bila mogoče še 2 leti nazaj, tekma v tem, katero podjetje ima več računalniške moči, bo mogoče na neki točki prešla v to, da bomo tekmovali, kdo ima več energije, ker enostavno že energetska potreba tega, da natreniramo modele z trilijoni parametrov, bo pač presegla to, kar si lahko neko normalno podjetje privošči. Tako da to v bistvu dejansko postaja globalno vprašanje in bo še toliko večje globalno vprašanje za vsak večji model, ki bo imel še več parametrov, zahteva še več energije. Ja, mislim, jaz vidim, čez v roku, ne vem, recimo 5 let ali pa v limiti, recimo, bo neka taka inteligenca konvergirala k energiji oziroma k ceni energije, ko bi temu rekel. To je nek tak trend, ki je zelo zanimiv, ki ga opažam. Zanimivo. Ja, zanimiva opaska. Ok, potem pa bi mogoče prešel na hiter na relacijsko strojno učenje. Torej, oba sta opravila raziskovalni obisk v Univerzi v Stanfordu in oba sta se ukvarjala z relacijskim strojnim učenjem. Pa bi mogoče Valter na hiter opisal, kaj je relacijsko strojno učenje, s čim se ukvarja, kaj je glavni problem, ki ga rešuje. Okay. Torej, relacijsko strojno učenje je strojno učenje, oziroma gre za nek načrt za razvoj modelov strojnega učenja nad relacijskimi podatki. Zdaj, mogoče, kaj so relacijski podatki? Kaj so, ne? Gre za podatke, ki so shranjeni v tabelah. Zdaj, lahko je to ena tabela, torej tabele si lahko čisto predstavljamo tako neko Excel tabelo za tiste, ki niso računalničarji. Torej, mi imamo neke stolpce in neke vrstice, podatki so pač vsaka vrstica predstavlja nek dogodek ali osebo ali predmet, stolpci pa hranijo podatke o njihovih atributih. Zdaj, če imamo pa več tabel, potem pa govorimo o relacijski bazi, tam so pa te tabele lahko povezane med sabo. Recimo, lahko imamo podatke o nekem stranki in pa nakupih, ki jih ta stranka izvaja, oziroma lahko imamo podatke o nekem bolniku in pa obiskih v bolnici in pregledih, ki jih je izvedel. No, in ta struktura, ki nam jo definirajo tuji ključi, se pa potem zelo elegantno prevede v graf. Zdaj, graf je spet neka matematična abstrakcija, kjer imamo mi neke vozlišča, ki so pa med sabo povezane s povezavami, tako kot so pri nas tabele oziroma vrstice v podatkovni bazi povezane med sabo. In zaradi tega, ker lahko uporabimo to zelo uporabno abstrakcijo za ta problem, zelo naravno abstrakcijo, potem lahko naučimo modele, ki že tako nekako naravno razumejo te podatke, torej so jim primerni. Tako in tudi strojno učenje na grafi je zelo razvito področje in potem lahko uporabljamo znanje iz tega področja, ki se je razvijalo že desetine let, potem da jih apliciramo na ta. Ampak recimo čisto na visokem nivoju, temeljni relacijski model lahko mogoče pomaga neki bolnici, ki ima neko tabelo, ki je strukturirana na drugačen način kot vse tabele, ki jih je model videl prej, da naredi predikcije o pacientih, brez da bi porabili denar, da bi treniral svoj model. Tako, ja. Zdaj, ko pa govorimo o temeljnih relacijskih modelih, so pa to je pa nekaj, kar je zelo dobro, že recimo pri relacijskem globokem učenju samem, je, da je to, mi to shemo podatkovne baze oziroma to strukturo relacij lahko, z njo lahko predstavljamo podatke na zelo različnih področjih. In nam že to poenoti razvoj naših modelov. Če pa imamo mi nek relacijski temeljni model, pa lahko potem, brez da bi sploh učili te modele, lahko rešujemo probleme na različnih področjih, brez da bi pač rabili sploh svoj model učiti. In to je mogoče glavna atrakcija teh temeljnih relacijskih modelov. V bistvu so zaradi tega še toliko bolj atraktivni, ker ne samo, da ne rabimo učiti, tudi zelo širok nabor problemov. Torej, temeljni relacijski model bi lahko uporabljala banka, bolnica, neka firma, ki se ukvarja z agrikulturo,
prodajalna športnih oblačil. Vsi. Ja, lahko jaz to nekaj mogoče dodam. Ena glavna stvar je, kaj vedno rečem, da se ukvarjam z relacijskimi modeli, recimo je, zakaj pa ne daš tega samo noter v ChatGPT, recimo. To je mogoče začetno vprašanje, ki se ga postavimo. In ChatGPT teh relacijskih problemov, kjer je v bistvu neka informacija v tvojih podatkih, recimo neka graf struktura, recimo, tega ChatGPT recimo ne zavzame zelo dobro, no. Ni zasnovan, temeljni modeli niso zasnovani, da lahko to informacijo nekako dobro izkoristijo. No. Sam to sem hotel reči, da ljudje dobijo malo občutek, zakaj ne more tega, kar vrš v ChatGPT, recimo, pa kar dobiti nekaj podobnega, kar mi delamo. Ja, mislim, tle si zelo dobro. Jezikovni modeli, pri njih je pri njih je domena, na kateri so doma jezik. Relacijski modeli so pa doma na relacijski bazi. In tle pa še to, mogoče tri glavni tipi problemov so, ki jih lahko rešujejo. En je neko priporočevanje oziroma napovedovanje novih povezav, tukaj so sploh jezikovni modeli. Okay, v bistvu, lahko mogoče, Valter, za vsako teh tipov en tak preprost primer? Okay, torej, najprej imamo neko priporočila, torej imamo neko podatkovno bazo z strankami in produkti in mi bi radi stranki priporočili produkt, ki bi jih najbolj zanimalo. Tukaj bi bilo to. Potem lahko napovedujemo lastnosti posameznih entitet, torej mi mogoče vnašamo nek nov podatek v bazo za nekoga, ki se bo pridružil neki spletni strani in mi mu lahko že vnaprej predlagamo kakšno lastnost, brez da rabo on vsako stvar ročno vnašati. Zdaj, verjetno najbolj zanimiv problem, ki ga pa rešuje, je pa napovedovanje prihodnjih dogodkov. In to je pa tudi to, tukaj so pa tudi veliko boljši od jezikovnih modelov. Tako, kot je prej Mark omenil, predvsem, če imamo mi neke številske podatke. Če mi hočemo napovedati neko, število nakupov, ki jih bo neka produkt imel ali pa stranka, ki jih bo naredila v prihodnjih, v naslednjem mesecu. Tukaj so pa veliko bolj natančni oziroma kalibrirani pri svojih napovedih, kot so pa recimo to jezikovni modeli, ki pa pač dobro razumejo jezik. Ok, razumem, super, hvala. Potem pa Mark, mogoče vprašanje zate, kako pa ocenimo zmogljivosti temeljnih modelov? Torej, Valter je omenil, da so temeljni modeli lahko aplicirani na zelo širok spekter nalog, ampak potem, kako pa ocenimo, da je en temeljni model boljši od drugega, kako ocenimo, kako dober model v resnici je? Ja, mislim, to je v bistvu tako klasično vprašanje, tako v akademiji, kot tudi recimo v industriji za podjetja. In odgovor je benchmarki, ponavadi. Ne vem, če je to prav slovenski izraz. Tudi jaz ne vem, kako bi povedal besedo benchmark. Mogoče ostanem pri tem. Mislim, da lahko angliško izraz. Nabori podatkov, ne vem, ampak ni čisto isto. Ja. V glavnem držimo se besede benchmark. Ker rečemo benchmark. Benchmark, tako je. Ja, se pravi, ideja je o tem, da ti pripraviš neko podatkovno množico, ki zelo dobro reprezentira tvoj problem. Recimo, če si v podjetju, te zanima neka specifična naloga, recimo, da bi rad naredil tutorja za matematiko, potem te zanima, kako dobro model recimo deluje na reševanju nekih nalog. In recimo, ne vem, in potem uporabiš to isto množico, da nekako oceniš, kako dober je tvoj model. Na podlagi tega v bistvu lahko vzameš različne modele, tudi recimo različne velikosti modelov, ker to je recimo sploh zdaj aktualno vprašanje, ker trenutno so cene teh velikih jezikovnih modelov oziroma teh frontier modelov zelo visoke. In potem vprašanje,
kaj je v bistvu najmanjši model oziroma najcenejši model, ki bo še kar dosegal neke cilje, ki si jih želimo. Tako da to je v bistvu tak klasičen pristop, ki ga v bistvu spodbujam, da ga vsi naredijo. Ne, da kar, če recimo imaš nek problem, recimo v podjetju, neko manjše podjetje, ki nima nekih podatkovnih znanstvenikov, prva stvar, v katero je mogoče dobro investirati, je v pripravo neke take čim večje množice, ki najbolj reprezentira tvoj problem, da potem, ko bo recimo nek napredek modelov, recimo bo Antropikovi modeli bojo boljši, OpenAI modeli bojo boljši, boš v bistvu lahko zelo hitro se odločil, kaj je res tisti sweet spot oziroma tista izbira modela, ki odgovarja tvojemu problemu. No? Ok, razumem. Zelo zanimivo. Potem pa mogoče zdaj, se v bistvu je to tema, ki se jo dotikamo malo že tekom celega pogovora, ampak industrija. Ne? Torej, te modeli so zanimivi teoretično, na njih se dela, piše raziskovalne članke, ampak vsi vemo in tudi že cel svet in nekako velik del tega področja se obrača proti temu, da se te modele monetizira in da se te modele prodaja. Torej, zanima me tudi, vidva imata oba izkušnje v industriji. Mogoče, Mark, bi prosil najprej tebe, daj na kratko povej, kakšne so tvoje izkušnje z industrijo, kaj si kaj počel in kako se to, kar si delal prej v industriji, povezuje s tem, kar počneš zdaj. Ok, super. Jaz sem kar nekaj različnih stvari delal že v industriji, od recimo neke bolj finančne industrije do nazadnje bolj v bistvu prodajanje oglasov, ampak bolj iz tehnološke strani, se pravi, kako v vsakem trenutku recimo veliko ljudi išče stvari na internetu in ponavadi vidimo te oglase, ampak v resnici to večina ljudi ne ve, kako to deluje, ampak na začetku, ko ti obiščeš spletno stran, je v bistvu ta okvirček, kjer bo oglas potem čisto prazen in to specifično oglasno mesto se potem razpošlje vsem ljudem na svetu, ki so pripravljeni staviti na to oglasno mesto. In recimo, ker sem jaz delal v podjetju tukaj v Outbrain oziroma TIZ, sedaj smo se v bistvu ukvarjali s tem, kako uporabiti strojno učenje, da napovemo, kakšna je verjetnost, da bo nek uporabnik kliknil na nek oglas. Te sistemi so jaz sem bil v tem podjetju, v tej industriji recimo kakšno leto pa pol nazaj, ker je v času nekega tega napredka umetne inteligence kar zelo veliko, tako da v tistem trenutku sistemi še niso vključevali nekih teh temeljnih modelov, ker so preveliki oziroma se jih ne splača uporabljati stroškovno. To je ena dimenzija, druga dimenzija je pa v bistvu čas, ki ga te temeljni modeli potrebujejo, da proizvedejo nek rezultat. Je čisto prevelik v primerjavi s čim se ukvarjamo v tem oglaševalnem internetu, kjer mora biti odločitve narejene v roku milisekund, medtem kar recimo, če uporabljaš ChatGPT, ponavadi lahko čakaš tudi minuto, pol minute, da dobiš nek odgovor. Ampak sem slišal oziroma že takrat je bilo malo usmeritve, kako se v bistvu lahko te temeljni modeli uporabljajo, da obogatijo reprezentacije, obogatijo podatke, ki jih recimo imaš o nekih uporabnikih in s tem v bistvu pripomorejo k boljšemu napovedovanju verjetnosti, da bo uporabnik kliknul na nek oglas. Tako da je ta trend, da vse industrije, vse panoge. Ja, tako je. V bistvu, oziroma tako dajmo reči, vsi iščejo, kako jih uporabljati, ampak odgovor na to, ali je to stroškovno efektivno za vsak problem, pa še ni čisto jasno. No? V redu, Walter, potem isto vprašanje še za tebe. Ti si letos poleti obiskal profesor dr. Jureta Leskovca na Stanfordu in tekom tega raziskovalnega obiska si se ukvarjal na razvoju relacijskih temeljnih modelov, kjer si potem ta razvoj tudi nadaljeval zdaj kot podatkovni znanstvenik v Kumu AI. Bi mi malo več povedal o tvojem delu v Kumu AI in kako se to povezuje s tem, kar si prej raziskoval na Stanfordu. Okay. Torej,
Kumo AI je startup iz Silicijeve doline, ker ga so ustanovitelji tudi Jure. Glavna misija je, da to, kako omogočiti strankam napovedovati na podlagi njihovih podatkov napovedovati prihodne dogodke. Torej, ne samo analiza, ampak dejansko neko napovedovanje stvari, ki omogoča pač potem boljše sprejemanje odločitev. Zdaj, kot si rekel, oni so razvili že ta ogrodje relacijskega globokega učenja in potem so okoli tega začeli graditi produkt. Zdaj, ko so pa te relacijski modeli, oziroma temeljni modeli za relacijske in tabelarične podatke prišli do take mere, pa tudi razvijamo svoj relacijski temeljni model. In pač, kar je pa mi zdaj tako zelo všeč, je pa, da zdaj pa tudi lahko vidim že, kako to stranke v praksi uporabljajo. Ne. Na tem sva tudi prej oba z Markom delala, tekom svojega obiska, zdaj pa ni več samo ta recimo akademski pristop, torej mi skodiramo en model, ga uvrednotimo na podatkih, vidimo, da dobro dela, spišemo nek članek, ampak zdaj pa dejansko pač tudi poskrbimo, da te stvari delujejo in dobivamo pa feedback, kaj bi še imele stranke, kaj mi je všeč. In tako iz tega vidika mi je zdaj ta del zelo všečno. Tako da za v bistvu znanje iz tistega članka zdaj prevedlo v produkt, ki dejansko je uporabljen v industriji in verjetno bo uporabljen še več v prihodnosti, ko bo tam. Tako. Ja, no, vsaj na podobnih problemih rešujemo. Ne bom pa zdaj čist razkrival o tem, kakšen model pa mi imamo. No, tako, ja. No, ampak v vsakem primeru to, kar si raziskoval na Stanfordu, del tega se znanja in v bistvu enaka tehnologija se je prenesla zdaj tudi v tvojo profesionalno pot in v bistvu ASEF obisk je bil dobra podlaga za to, kar zdaj počneš tudi profesionalno. Tako, ja. V redu, potem pa še zadnji del našega pogovora bi se osredotočili na vaš raziskovalni obisk. Torej, oba dva sta istočasno lansko poletje opravljala raziskovalni obisk pri mentor profesor dr. Juretu Leskovcu na Univerzi Stanfordu. Tam sta preživela, če se ne motim, dobre 2 meseca in ukvarjala sta se oba v bistvu na tem relacijskem strojnem učenju, o katerem smo veliko povedali že prej. Zdaj mogoče bi vprašal Mark tebe, kako je v bistvu, kakšne so tvoje izkušnje iz raziskovalnega obiska? Torej, prišel si tja v novo okolje, novo univerzo, novi sodelavci, mogoče nov sistem. Kakšne so tvoje izkušnje? Kako je potekal tvoj raziskovalni obisk v laboratoriju od profesora Leskovca? Ja, perfektno. Ja. Ja, mislim, za računalničarja ne vem, če je kakšen drug kraj na svetu bolj magičen kot recimo Silicijeva dolina, pa Stanford sploh. Ja, ampak že prej sem bil malo v tujini, levo in desno, tako da tujina za me ni bila neka taka novost. Ampak je Stanford prav gotovo razsežnosti kampusa v smislu, koliko je res kampus ogromen, da rabiš, ne vem, skoraj za avtom oziroma vsaj s kolesom iti levo in desno. To je bila prva stvar, ki te malo tako šokira. Ja, mogoče to je malo različno od tukaj v Ljubljani, kar imamo, ker so fakultete razpršene po celem mestu. Ne? Tam je v bistvu en ogromen kampus, ki je v bistvu, ne vem, koliko 10,000 študentov študirajo istočasno, še več. Čeprav, če pogledaš površino oziroma razdalje med fakultetami, znajo biti kar primerljive. Samo tam je vse nakup. Ja, samo da v Ljubljani greš čez pol Ljubljane, tam pa samo drugih stavb, drugih fakultet. Ja, to so dobro opisali, Valdar, to so dobro opisal. Super podnebje, moram reči, no, to je ena stvar, ki mi je bila zelo všeč. Ampak tako na malo bolj resni strani, recimo, ljudje so res izjemni tam okoli in to, da si pač lahko okoli nekih ljudi, ki so res v špici tega, kar delajo, zelo pripomore k temu, kako se razviješ
recimo, kot raziskovalec v tem primeru. Je pa tudi veliko nekih takih priložnosti okoli stvari, ki se dogajajo, recimo izven kampusa, recimo greš čez cesto, pa si v Palo Altu in tako naprej. Tako da ja. Sta imela kaj priložnost, da sta obiskala Palo Alto, sta šla kaj pogledat, kakšno podjetja tam? Ja, sva šla malo naokoli, sva šla celo v Google. Nam je spet prijeti noter, ker smo poznali ljudi. No, v bistvu vaše to omenjam. Prišel naj tudi pozdrav Andraž Tori, ki je tudi mentor na ASF-u, če se ne motim, tako da še to omenimo. In potem smo šli skupaj malo naokrog, da smo predstavili ostalih Slovencev okoli Palo Alta in jaz smo šli isto na kosilo v Google in je res noro. Ko si znotraj Google, imaš v bistvu vse vključeno, tako da bari so vse brezplačno, recimo kosilo je vse brezplačno, neskončno opcije, tako da ja, tudi to je bilo zanimivo videti. Ok, potem pa mogoče še mečken več o tem slovenski skupnosti. Torej, a sta na Stanfordu spoznala kakšne druge Slovence, ki tudi poleg Jureta in Vaju, ki delajo tam? Ja, tam sva spoznala dva doktorska študenta, Petra pa Dejo. Z njim smo se kar precej družili. Bil je tudi bivši tam ASF štipendist Blaž Stojanovič, ki pa živi v Mountain View in tudi moj sodelavec pri Kumu. Tako da je bilo zelo fajn imeti tam že neko družbo, v katero so se pa tako zelo lahko vključila in ja, mislim, da tudi, tam je tudi slovenski dom, ker smo se pelali mi enkrat v San Francisco s Petrom, po glavni vpadnici v mesto noter in vidimo en ogromen napis slovenski dom. V San Francisco je slovenski dom. Ja. Ful zanimivo, kad ti se voziš tam v San Francisco in vse, kar vidiš, so tako vsi plakati, ko pri nas vidiš, ne vem, za Petrol ali za neke reklame. Tam je vse za neke firme za umetno inteligenco. Vse je povezano s tem. Potem pa se mi tam pelemo in vidimo tako en ogromen napis slovenski dom. Ampak sta šla čisto random. Tudi neka skupnost, tam zelo močno že slovenska. Ok, zanimivo. Pa sta šla obiskati slovenski dom, poznata koga, ki je obiskal slovenski dom? Žal, te prilike niso dobila. Smo pa bili na enem srečanju zamejcev v Sloveniji, ne vem točno, kako je ime zveze. In so ravno imeli takrat srečanje. Ko sem mi zaključevala svoj obisk, to je bilo v kateri dolini točno, Marka, si ti spomniš? A to je ta Tom Brandi, Tako smo šli skupaj. Ja, to je častni konzul Republike Slovenije v Kaliforniji. Tom Brandi je organiziral neko združenje Slovencev v Ameriki, v Kaliforniji, in mislim, da so se pele slovenske pesmi, jedla se potica. Tako v bistvu tudi mene je zelo presenetilo, koliko veliko Slovencev se je nabralo tam na kupu, kaj je polna hiša, jaz bi rekel 50 Slovencev. Pa tudi v bistvu ljudje, ki s slovenskimi koreninami, ki mogoče niso vsi govorili slovensko, pa so vsem se prišli, se podružili, se mogoče naučili kakšno besedo, poskusili slovensko hrano. To dejansko to je mene kar presenetilo, da je slovenska skupnost v Kaliforniji tako močna. Ja. Mislim, da treba dodati, da je bila vožnja 1 uro pa pol, nekaj tasga, tako da ni bilo to tako, da reš za 15 minut tam le na trolo, pa si dobiš s kolegi, ampak je bilo tako nek effort vložen v to naprej. Tako smo se mogli mečken peljati, pa če se ne motim, smo celo imeli mečken težav, da smo najdeli naslov v tistih gorah. Najdeli to prav bilo. Smo se ene parkrat zgubili vmes.
Potem pa me zanima, a sta tam, ko sta bila v Stanfordu, kolaborirala še s kom pri tem raziskovalnem projektu, kako je to potekalo, nekakšna dinamika znotraj laboratorija. Mislim, Jure ima tam, ker v bistvu, kot jaz razumem, ima dva laboratorija, en, ki se ukvarja bolj z dva laboratorija, oziroma dve skupini znotraj laboratorija. Ena, ki se ukvarja bolj z bioinformatiko in ena, ki se ukvarja bolj s strojnim učenjem. Mi, da so oba delala v tej skupini za strojno učenje. Zdaj, mi, da so bila glih polet gor, tako da je bilo veliko ljudi, ki so delali pripravništva v industriji, tako da niso bili vsi tam, ampak tudi, ne vem, koliko nas je bilo, 8, tam nekje okoli 10, no, bi rekel, da je bilo članov laboratorija tekom poletja prisotnih. Seveda sem midva sodelovala z njimi na projektih, ki so jih oni že prej delali, tudi potem smo še nadaljevali nekaj sodelovanj. Kako po končanju Kako pa je to potekalo? S doktorskimi študenti. Kako pa je to? Pa tudi z recimo postdoktorskimi študenti, oziroma ki pa nekako tudi Juri tu pomagajo voditi laboratorij, pa da je vse delovanje laboratorija na dnevni ravni, pa tudi tako projekti tečejo tako gladko. Kako pa je potekal, mogoče vprašanje za Marka, nekako povprečen dan tam? Kje sta stanovala? A sta vsak dan delala v pisarnah? A sta vozila se na Stanford, sta stanovala blizu kampusa? A je bilo težko najti nastanitev, ko ste se enkrat odločila, za kjer datum boste šla na obisk? Mi smo stanovala na kampusu. Ampak bi kar tako izpostavil eno stvar za vse prihodne štipendiste, ki bomo učili na Stanford. Prosim, kontaktirajte prejšnjo generacijo in bomo probali vas povezati z ljudmi, ki so trenutno na Stanfordu, ker vam oni verjetno že tako da zdaj potem mogoče na njih, da oni naslednja povežejo naprej. Super. Perfektno. Obstajajo take bolj cenovno ugodne opcije, da lahko stanuješ na kampusu. Mi da sem malo več plačala, zato ker nisem imela te informacije, ampak za prihodne štipendiste je to kar zelo uporabno. Potem delala sta pa v pisarnah. Prosti? Tako je. Da se je tudi zelo hitro zgodilo, mi da se v bistvu tako, v bistvu pravzaprav nekaj leta nazaj, mogla pobukirati nastanitev za čez poletje, potem so pa že kmalu odletela. Ampak na srečo tudi Stanford tukaj nekako pomaga finančno, torej so dobila neko sofinanciranje teh nastanitev, kar je tako, so bila zelo hvaležna za to. Jaz mogoče nadaljeval, zdaj še mečkaj, kako izgleda tak poprečen dan. Mi da so bila kar pridno, moram reči, pa smo tako en drugega malo pušala. Tako da smo recimo ob 9 smo ostala. Potem smo že letela s kolesom do pisarne, kjer smo delali tudi lahko do polnoči, z kakšnimi odmori, vmes za kosilo in to je to. Ampak je zelo tako pač, kolikor si pripravljen investirati, toliko lahko investiraš in pač rezultati so potem tudi primerljivi temu. Tako da mi da smo v bistvu bila kar, moram reči, kar produktivno, da nam je uspel, oziroma da nam je uspel spraviti publikacijo v takem času. Ampak seveda neka druženja, sploh za temi Slovenci, ki so na kampusu, tudi izven kampusa, kot je Valter že prej omenil. Smo se veliko dobili, pa smo šli recimo surfati. Kam pa ste šli? Ne vem, recimo na Top Golf. Recimo, da sva mi dva surfala, Mark? Recimo na temu rečemo surfanje. Ampak kam ste pa šli surfati? Nisem vedel, da je surfanje v Kaliforniji. A to nekaj v Kaliforniji je surfanje? V Južni Kaliforniji sploh je, ful popularno. Kam smo šli? Santa Clara. No, ampak jaz vem, v tej Bay Area načeloma valovi ne bi bili... Ne, greš na drugo stran. Aha, torej na ocean. Se pravi, ne znotraj
ko se reče, ne znotraj pač tega dela, kjer je Bejerija zalivajo, ampak na drugi strani, tam, kjer je odprto morje. Razumem. In to ste šli s Slovenci ali z nekimi kolegi iz laboratorija? Ja, Slovenci. Petrom, ki tam študira. Ja. Aha. Kaj pa kakšni izleti, ste imeli čas za izlete? Ste si ogledali kaj še v okolico, Palo Alto, Kalifornijo, San Francisco, Marin County? V bistvu so zelo slaba na tem področju. Tako, razen tega izleta surfanja, pa tako malo, kar smo si tam pogledali, okolica Silicijeva dolina, tam smo si pogledali. Drugače pa tako izven San Francisca niti nisva prav velika. Vi ste šli še na en hike, a ne, Mark? Jaz sem pa ravno mislim, da članek mogel recenzirati oziroma popravljati glede na recenzije. Aha, tako da... Je veliko stvari za delati okoli Stanforda, tako da to ni težava. Ja, verjamem, da je pa čas, ne, da najdeš, da si vzameš čas, da izkušnja testi. Tako je rekel Mark, naj je res zanimalo, toliko sva delala in so pač veliko časa temu posvetila. Pa mogoče bi lahko več si šla kaj pogledati. Kaj pa čas za šport? Vprašanje zate, Valter, čas za šport, sta si tudi za to kaj našla ali sta bila preveč zaposlena? Ja, no, to pa sva si vzela. Zdaj, tam kot študentu ti res omogočijo, ti imaš dostop do fitnessa, do bazena, do plezalnih sten, golf igrišče je na kampusu, no, tisti si moraš sicer sam pol plačati, žogce. Tudi jaz sem potem odkril po nesreči tudi klub za brazilski jiu-jitsu in sem potem hodil tja trenirati. V bistvu sem pa na koncu tudi jaz učil predvsej treningov, ker je njihovega pač trenerja ravno tam ni bilo, ker smo bili tekom poletja gor. Tako da priložnosti za športa kar najdeš. No. Pa to so pa še probala, no, da niso samo tam v laboratoriji. Ok. Ena informacija, ena pomembna stvar se spomnil. Poglejte, kakšno je vreme v San Franciscu, ker presenetljivo ni, da bo tako vroče, kot si človek predstavlja, ko reče Kalifornija. To je samo tako upozorilo. Ulica Bejerije je naučila prvi vikend smo šla v San Francisco in smo se tresla tam od vetra, ki je pihal iz oceana. Imaš predvsej mikroklim v San Francisco. Ja. Ampak Palo Alto tam je pa tako zelo tako zmerno, idealno podnebje. Ja. Kaj pa San Francisco, ste obiskala kaj San Francisco, kaj še šla na kakšen dogodek, na kakšen hackathon, kaj podobnega? Mogoče vprašanje za Marka. Evo, super, ja. Ja, sva šla 2-krat v San Francisco. Ja. Ene parkrat več mimo San Francisca. No, in drugi obisk sva šla na Kumo AI hackathon, kjer v bistvu je točno to, kar je Valter rekel, vprašanje je bilo, kako lahko uporabimo te modele, te temeljne modele za relacijske podatke za neke resnične probleme, ki so jih real world probleme, recimo. In tam smo v bistvu razvila nekega takega agenta, bi s tem rekel, ki v limiti oziroma za nekim dodatnim, konkretno dodatnim delom bi mogoče lahko nadomestil recimo nekega data scientista. Se pravi, da lahko v bistvu nekdo, ki ni zelo tehničen, uporabi ta najin produkt, to najino idejo, ki je v ozadju poganjena za recimo tem temeljnim modelom od Kumota, ki dela na bazi direktno in v bistvu ustvari neke predikcije za določen problem, ki nas zanima, in potem najin agent nekako sumarizira vse skupaj, sestavi podatke skupaj in v bistvu z njim lahko komuniciraš tako čisto v naravnem jeziku, vprašaš neko vprašanje, ne rabiš biti tehničen in on to potem pretvori v potrebno obliko, ki jo potem lahko da v ta model in dobiva neke dobre predikcije. Ok, pa sta, mislim, bi rekla, atmosfera
San Francisca, Kalifornija, Silicijeve doline, sta to čutila? Je to opazno drugače, kot je v Sloveniji? Mogoče vprašanje zate, Valter. Ja, meni je bilo to tako en najbolj zanimivih delov tega obiska. Da je tam že sam tako razmišljanje vseh ljudi tam, ki v tej okolici živijo. Je tako pač sploh ne. Tam se razmišlja tako, kaj je najbolj zanimiva stvar, ki jo lahko rešim. Kaj je najbolj tak problem, ki jo lahko rešim, in sploh se ne razmišljajo, ali lahko to, ali tle je problem, tle je ta problem, ampak samo tako pač. To je ful dobra stvar, ki bi mi radi rešili. To je najbolj pomemben problem in tako zelo tak ambiciozen in tako ful enega zagona. Tako vsi so zelo motivirani, vsi zelo trdo delajo in tako kar vidiš tam že z vsakim, ki se pogovarjaš. Takoj vidiš, takoj ti tudi vpraša, na čem pa ti delaš. Kaj pa stvar, ki tebi? Jaz sem podobno izkušnja. Že tako predpostavka je, da vsak na neki zanimivi stvari dela. Kar mi je bilo tako zelo všeč. In tudi odgovarja, imam sodelavce iz tam, ta podoben pristop. Se mi zdi, da je atmosfera res v San Franciscu tam okrog, če kakršen koli greš v bar, greš na nek dogodek. Jaz sem se na parih hackathonov tam udeležil. Se mi zdi, da dejansko ljudje, ko stopiš do nekoga, lahko precej varno predpostaviš, da ta človek počne nekaj zelo zanimivega in to, kar počne, v tem je zelo dober. In tudi se mi zdi, da vsi zelo radi govorijo o tem, kaj delajo, vsi so zelo ponosni na to, kaj delajo, vsi so zelo veliko znajo povedati o svojem področju, načeloma cela atmosfera. In tudi se mi zdi, da je atmosfera taka, da spodbuja sodelovanje in rast. Torej, vsak človek, ki pristopi do tebe z namenom, da bo s tabo počel nek projekt in potem tekom pogovora ugotovi, ali bi s tabo res rad počel nek projekt ali ne bi. Mislim, da dejansko celotna kakršen koli pogovor v 80% barih v San Franciscu se poteka o nekem potencialnem nadaljnjem sodelovanju v prihodnosti, kar je tudi zelo zanimivo, se mi zdi. V redu, pa za konec, Mark, zanima me, kaj je ASEF obisk pomenil za tvoj karierni razvoj? Mislim, je bilo kar veliko v bistvu stvari, kako je vplivalo to name. No? Ena glavna stvar je tudi, da je mogoče malo bolj spodbudilo razmišljanje o tem, da bi šel na doktorat. Druga stvar pa mogoče v tem, da pač sem res dobil občutek, kako ne izgleda tisto okolje, kjer je človek res lahko produktiven, oziroma kjer se lahko res delajo neke najnovejše stvari, neki največji napredki. V bistvu to, da sem bil postavljen v okolje, ki, 50 let se je oblikovalo do te stopnje, da je danes, kjer je v bistvu narejeno za to, da res proizvaja neke inovativnosti, tako v akademiji, kot tudi v industriji, in razmišlja iz osnove, kako se te dve stvari skupaj povezujeta, ne eno za drugo posebej. Ok, potem pa, Valter, enako vprašanje zate. Kaj bi rekel, da je glavna stvar, ki ti je ASEF obisk dal? Ja, tle bi bil zelo odgovoril zelo podobno kot Mark. To vidiš, da se ne rabiš vedno obadati samo, kaj lahko, zakaj imamo zmožnosti, recimo v računalništvu, zakaj imamo računske sposobnosti, da jih imamo. Ampak tako, če prideš v ta pravo okolje, pa se obkrožaš s ta pravimi ljudmi, se potem pač lahko vprašaš, ok, kaj je pa to, kar mene res zanima, da rešim, kaj je pa ta problem, na katerem bi res rad delal. In takrat pač lahko na tem delaš. Čisto praktično pa je tako nekako mi tudi spremenil nekako trajektorijo. Jaz sem zelo resno razmišljal o doktoratu, tudi sem pač že bil v nekih dogovorih, ampak ker sem pač dobil to priložnost potem
iti najprej na prakso v to podjetje, kjer bi se pa ukvarjal naprej s stvarmi, ki sem jih prej se raziskovalno z njimi ukvarjal. Sem pa potem rekel, ja, vzel to opcijo in zaenkrat sem zadovoljen. Čisto praktično me je pa malo spremenil karierno pot. Ampak spremenil karierno pot na pozitiven način. Seveda na dobro. Ja. Tako. Valter Hudovernik, Mark Žnidar, hvala za udeležbo, hvala poslušalcem, ki nas spremljate in se vidimo v naslednji epizodi. Hvala, da ste poslušali ASEF podcast. Če vam je bila epizoda všeč, jo delite s prijatelji in pustite oceno na Spotify ali Apple Podcasts. Tako pomagate, da nas odkrije še več poslušalcev. Za več vsebin sledite ASEF na družbenih omrežjih in se nam pridružite v naslednji epizodi.